Bo slovenska vlada okrepila vezi z administracijo v Beli hiši. Ugibanja je dodatno spodbudila sredina slovesnost ob 250. obletnici neodvisnosti Združenih držav Amerike, ki jo je v ljubljanskih Križankah gostila nova ameriška veleposlanica v Sloveniji. Posebno pozornost je pritegnila navzočnost Viktorja Knausa, očeta prve dame Melanie Trump, ki se je ob robu dogodka srečal tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo. Denis, tudi sam si bil na slovesnosti. Kaj sporočajo takšna srečanja, se nakazuje novo poglavje v slovensko-ameriških odnosih? Viktor Knaus sicer zelo redko nastopa v javnosti in praviloma tudi ne daje izjav za medije. Tako je bilo tudi tokrat v Križankah, no in prav zaradi tega so takšne srečanja, kot se je zgodilo ob robu slovesnosti ob 250-letnici ameriške neodvisnosti, deležna še toliko več pozornosti. Predsednik vlade Janez Janša, ki je bil častni gost večera, je v preteklosti večkrat javno izražal podporo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, a se z njim niti s prvo damo Melanijo Trump doslej še ni srečal v javnosti. O čem sta govorila z Viktorjem Knausom, uradno ni znano, so nam pa iz kabineta predsednika vlade sporočili, da je Slovenija ponosna na prvo damo ZDA in prav tako tudi na njeno družino. Vlada Republike Slovenije pa si bo prizadevala za dobre in tudi konstruktivne odnose z Združenimi državami Amerike na vseh ravneh. Tudi na zunanjem ministrstvu napovedujejo krepitev sodelovanja z Washingtonom, mnogi pa se ob tem že sprašujejo, ali bi lahko tesnejši odnosi med državama v Slovenijo pripeljali tudi prvo damo ZDA ali pa celo seveda samega predsednika. No, za zdaj ostaja torej pri ugibanjih, vsekakor pa v diplomaciji tudi takšna simbolna srečanja redko ostanejo torej neopažena. Res je, Denis, hvala.